Ob Mednarodnem dnevu žensk 8. marcu je v mali avli Doma kulture v Slovenskih Konjicah na predvečer praznika potekalo odprtje in ogled razstave likovnih del Karoline Krajnc in Olge Pšeničnik, obe članici Društva likovnikov in fotografov Slovenske Konjice. Razstavo je dodatno popestril kulturni program Pevk z Brinjeve gore. Danes je čuden dan. Ljubje dreves dobiva drugačno barvo, drugačna je mrežasta jedkanica vejic in vej na plošči neba. Drugače si s klunom ptič razčesava perje in grmič za železno ograjo je kot spremenjen. Ker vem, že jutri bomo zagledali prvo zeleno travico in nakam v soncu bodo sijale oči. Pozdrav pomladi in pa pesem našega velikega pesnika Ivana Minatija, našega rojaka in častnega občana občine Konjice, ki je v svojih delih ostal nepozabljen. Dragi prijatelji, cenjene prijateljice, lepo pozdravljeni in dober večer v našem hramu kulture in pa seveda ob nocojšnjem velikem dogodku, ne samo da prihaja pomlad, ampak smo tukaj tudi zaradi tega, ker razstavljata dve naši članici. In sicer Olga Pšeničnik, da ste prišli jo podpirati in da jo pri svojem delu, torej pri svojih slikariji tudi podpirate, kar je pa največja vrednota. Kaj ti pravijo? Ustvarjati pomeni dvakrat živeti. Če pa imaš vse ob sebi še prijatelje in pa družino, ki te podpirajo, je potem še to dvakratno ovrednoteno. Hvala, da ste prišli nocoj. Torej, srečanje smo začeli s poezijo. Nadaljujemo s pesmijo. Karolina in njeni sestri ter hčerka skupaj prepevajo v zborčku Pevke z Brinjeve gore. Tam so doma. Prepustimo se poslušanju lepe pesmi, kajti Slovenci smo znani po tem, da nas pesem spremlja od zibeli do groba. Prosim. Vsakdo mora imeti prijatelja, vsakdo mora imeti prijatelja, pa če je le kamen zvišavja, pa če je le trava zelenega tla, živalca z mravlišča, pa če je samo človek to. Olga in Karolina sta že dolgo, že nekajkrat predstavili svoja likovna dela in njuno slikarstvo je povsem realistično. Karolina je v svojem malem opusu preslikala stare razglednice z reč. Ob njih je postavila živo naravo. Življenje gre naprej v zeleno okolje in prebujajočo se naravo. Vendar na zgodovino in pa naše korenine ne smemo pozabiti. Negovati jih moramo, kajti to so naš začetek in pa vse tisto, kar nam je potem v življenju smo nadgradili in pa prilagodili svojim potrebam in pa svojim hoteljem. Olga je pohodnica, planinka in pa seveda ljubiteljica narave. Miselno ali v fotografiji posnema čudovite prizore iz hribov, cvetje živali in ptice. Gledalcu v svojih delih dovoli, da se preseli v nepokrvljeni svet narave, miru in lepote. Tako popolnoma različni sta, boste videli na razstavi, kajti njuna dela so na lepi prenovljeni avli in vesela sem, da sta ravno oni pri prvi, ker se predstavljata res z realističnim slikarstvom. Arpad
del Karoline Krajnc in Olge Pšeničnik. Dom kulture Slovenske Konjice 7.3. leta 2014. Nekateri imajo več smisla za realnost, kajti v življenju so največkrat v stiku s strogim realnim svetom. To velja za ženske. Zaradi tega teh tez tudi sedanja razstava zrcali ravno to. Likovna dela v glavnem lahko delimo na 3 kategorije oziroma skupine. V prvo skupino spadajo tisti motivi, ki so bili ustvarjeni pred nami. Bodi se, da je to fotografija, tiska ali naravni motiv, pejsaž, tišožitje mestne ali vaške vedute. To je tista prva skupina. Tako slikarstvo je najbolj preprosta, ateljersko in vsakemu dostopno. V tem pogledu tudi ta razstava sodi v to skupino ustvarjalnih del. Prosim, ne gledajte te slike, temveč one bomo. V drugo skupino slik uvrščamo tiste, ki so neposredni posnetki videnih motivov. Nastale so v kontaktu s stvarnostjo, na likovnih kolonijah ali v drugih priložnostih, tudi v ateljejih. Na tej razstavi vidimo tudi dela takšnih karakteristik. V tretjo kategorijo ali skupino spadajo tista likovna dela, ki odsevajo likovno razmišljanje z upoštevanjem strogih likovnih pravil. Govorimo o delih, ki so nastali, bi lahko rekel, na pamet, kot likovne igre ali kot obravnavanje določene tematike ali spontano, brez zunanjih vplivov. Gledalce lahko najde tudi take upodobitve nepredmetnega slikarstva. Gledalce moramo opozoriti na nekaj drugega. V tehničnem pristopu obeh slikark bi poudaril naslednje. Obe sta podkovani s pedantnostjo pri upodabljanju motivov. Tehnološki, tehnični pristop je pravilen. Le ob nekaterih delih bi se dotaknil zakonitosti kompozicije. Namreč dobro razmišljena kompozicija v veliki meri izboljša kvaliteto ustvarjenega dela. Navzlic temu vsak obiskovalec gleda iz lastnega zornega kota. Ne motijo tiste strokovno analizirane predpostavke o delih, ki jih izreče analitik likovnega dela ali umetnostni zgodovina. Navzlic temu gledalec svojo kritično gledanje usmeri v lastno zadovoljstvo in zase ugotovi, pod narekovajem, ali mi je ta slika všeč ali ne. Zaradi tega gledajte s svojimi lastnimi očmi. Amen. Zanimiva dela bodo na ogled do 6. aprila 2013, zato vljudno vabljeni vsi ljubitelji likovnih del in umetnosti.